Gledate oddajo Klepet ob kavi. Vzroki za težave z izločanjem blata so lahko posledica nepravilne prehrane, stresa, verjetno ste bili kdaj zaprti recimo na dopustu ali pa na vaši poti, zagotovo pa vas je napadla že tudi kakšna trebušna gripa, ko ste bili recimo na WC-ju vsake pol ure. Kaj je bolj prav? Da kakamo enkrat na par dni ali trikrat na dan? Katere so najbolj pogoste težave z odvajanjem blata? Kakšni vzroki so zadaj? Kaj o zdravstvenem stanju pove barva in vonj iztrebka ter ob katerih simptomih bi nam morala posvetiti rdeča lučka? Z mano je gastroenterologinja Tatjana Puc-Kaus. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Tatjana, za začetek, a ni kakar je nekaj ena taka čist simpel zadeva, pač kakamo enkrat na dan in to je to. Ni tako zelo enostavno, ne? Dokler smo še dojenček, mogoče res. Kasneje, ko se pridruži vplivi okolja, vplivi vzgoje, vplivi hrane, naša genetska prebavila, njihova lastnost, potem se to spremeni. Današnji stres dela z otroci tako hudo kot z odraslimi. Tako da se pozna na vseh nivojih, predvsem na visceralni, to se pravi nehotni oživčanju našega telesa. In to so predvsem na udaru prebavila. Če govorimo, kdaj odvajamo, kako odvajamo, moramo imeti najprej v glavi, da odvajamo zelo različno. Če imamo dolgo črevesje, če smo bolj upočasnjeni tip, odvisno od hormonskega statusa, odvisno od naših navad. Naj pa bi odvajali tako od enkrat na 3 dni do 3krat na en dan. To je še vse normalno. To mislim, da ljudje ne vejo tega in mislijo, da mora vsak dan. Ne, to je odvisno od večjih simptomov, od lastnosti. Ljudje smo tudi različni, se ne moramo vsi vse enako, je tako? Tako, in tudi z starostjo. To je zelo pomembno. Kaj se dogaja s starostjo, ko smo starejši? Je strebljanja več, manj? Kako je s tem? Smo bolj zaprti? Predvidevam, da ker babice vem, da so vedno donat mogli piti. Tako. Hvala Bogu, da imamo donat. To je eno najbolj enostavnih in najboljših odvajal. Magnezij, ne? Ja, samo ga je treba v zadostni količini, tudi liter na dan. Če je potem zadostno odvajanje. Za starostjo, računajte se, elastično tkivo nekako atrofira, se črevesje povesi. Pri ženskah predvsem problem rodila se povesi in pritiskajo na spodnji del telesa, tako da se težko odvaja. Potem so številni problemi s strani hrbtenice, z strani operacij in vse to v bistvu ovira normalno odvajanje, ki je sestavljeno iz 3 različnih hotnih mišic in pa seveda z nehotnega, to je nezavednega relaksacija notranje mišice. In to se počasi poruši in v bistvu tudi ne gibamo se več tako. Ožilje postane sklerotično, je slabše prekrvavitev in vse to vodi v slabše odvajanje. Dodatna zdravila, če samo antidepresivi, analgetiki, zdravila za inkontinenco, vsi v bistvu zvišujejo tonus, zmanjšujejo peristaltiko in so v bistvu zaradi tega že stranski učinki zaprtja. Tako da v starosti je to problem kar v 80%. V ležečih položajih, v starejših, v domu je toliko večje. Zdaj gremo pa iz starostnikov, mečkam pa na otroke. Otročki pa, jaz ful spremljam zadnje čase, ne pa forume, ker sem tudi sama mamica 2 otrok, sicer moja 2 s tem težav nista imela, ampak vseeno, veliko mamic pravi, moj otrok tudi po 3-4 dni ga kakat, ampak ne bo šel, ker ga je strah, pa ne vem, moj cel proces, torej iti na veliko potrebo grozen. Od kje to izvira? To je v bistvu psihološki problem. Ne morem reči, da je vedno psihološki problem, ker je tudi delno recimo število ganglijev, to so živčnih končičev, ki oživčujejo steno črevesja, ki pomaga pri peristaltiki in tudi daje informacije, je različno, to je delno, ampak večinoma to ni tako bolezensko, da se ne bi dalo. Pač mogoče gre otrok recimo vsak drugi dan, ampak to, ko zadržuje, je predvsem psihološki problem. Mi moramo vedeti, da je bolj smo pod stresom, stalno imamo zvišane vrednosti kortizola in smo v bistvu v stalni pripravljenosti. In dviganje simpatikusa, kjer je noradrenalin prenašalec, je refleksno zvišanje tonusa zunanje mišice, ki je pomembno, da mi znamo relaksirati. In otroci tega še ne znajo. In oni potem v kroničnem stresu hitijo domov. Doma so lahko vsem staršem, ne bom grdo rekla, v napoto, starši tudi hitijo in se to, si predstavljate, tako otrok je stalno pod nekim pod napetostjo, ne? Ja, pripravljenosti na boj in to je v bistvu mišica stisnjena. Tako je z nami na poti, ko ste začeli. Enako, ne, kako bom pravočasno prišel na letalo, a bomo nastanitev dobro, samo že
pakiranje in cela družina, ko se spravlja na pot, je to en velik stres. Poleg tega se toliko ne je, se sedi in se manj pije in prije enako, ker se ta refleks za odvajanje je tako kratkotrajen. Traja samo nekaj sekund, ko pride blato v spodnji del danke, takrat to čutimo, ampak je to, več imamo refleksa, da zadržujemo. Ker je to pomembno, da nam blato ne uhaja. Ja, tako. Torej, pa je to psihosomatsko, tako kot ste zdaj rekla, ne? Meni bo zanimivo vedno, ko smo šli na počitnice, noben po par dni WC, noben je obiskal, ne? Pol je to res, v bistvu ta stres. Ni, da je ta, smo vedno rekli, sprememba klime, se veš, ker veš pa na morje, pa pol ne moreš, ne? Ni to to? Ne, kvečevo bi se tam sprostili, če ne bi bilo vsega tega, do prihoda na počitnice. Jaz rečem, tem bolnikom naj si spijejo donut, tik preden grejo na letalo ali na pot, pa še sabo nese, ko prije na tisto mesto, ne, da se ta tekočina, ki je ne zaužijemo na poti, sigurno ne uživamo toliko in se ne gibamo, da se ta, kako bi rekla, zagozditev, spodnji del danke, morate vedeti, ima en svoj volumen. Eni imajo manjši volumen, imajo večji, z leti se to še povesi, je še večji volumen in potem danke ni mogoče sprazniti. Zato veliko starejših ljudi rabijo ročno pomoč, kar ni nič nenavadnega. Ja. No, hvala, da to delite, ne? Ja, in tega je vedno več, ne? In potem noče povedati, niti se, pa jaz le vprašam, a kaj potrebujete ročno pomoč, ne? Potem pa, kako veste, ne? Dejansko, in ko se ta spodnji del tako napolni, ne more več sprazniti. Zato rečem, mora pred potovanjem in ko prijete spiti čim več donata, da se to ne naredi. In potem, a veste, raztegljivost danke je kar velika. Da predvsem pri starejših ležečih. In ko enkrat to tako raztegne, da se ne moreš kar četvine spravite zasušenega blata. Imamo pa drug problem. Eni imajo pa, kako bi rekla, prirojeno manjši volumen danke, tisti pa težko zadržijo. In da imajo prehitro, imajo takoj refleks in komaj zadržijo ali pa hodijo pogosto. Morate vedeti, da refleks odvajanja se tudi z leti poruši. Imamo največji refleks zjutraj, ko vstanete, ali po zajtrku in popoldan okrog 5. Saj dojenčki tako grejo tam, dokler ne začnejo hoditi in dokler ne grejo v varstvo. Je še to normalno, potem se pa to poruši. Kaj pa ta pručka, to sem vas hotela vprašati. Vse posod berem, da zelo priporočajo, torej, da ko gremo na veliko potrebo, da si damo pručko, da so noge torej dvignjene. To res kaj pomaga? Ja. Predvsem pri starejših, ker ni več tega tonusa medeničnega dna, ki bi lahko neko oporo. Je to zelo pomembno, ker fiziologija odvajanja je kar komplicirana, recimo, ne. Kanal za samo odvajanje blata ima kot navzgor, medtem ko danka ima vodoravno. In to je ta 90-stopinjski kot, ki zadržuje. In ko se vi usedete, se vi ravno tako malo, ta kot, ki je 90 stopinj, se raztegne in se potem lažje odvaja. Celo pručka ali pa kar knjige, še najboljše tisto, ko greste v arabski svet, pa še nedolgo nazaj, ko smo imeli čučavce. Točno, ja. Štrbunk, ne, kako si temu rekel? Ne, štrbunk je bilo drugo. Štrbunk je bilo brez... Lukna, v glavnem, lukna, ne? Mi smo čas rekli temu na štrbunk. Ampak to je v bistvu fiziologija, da se ta kot, ki se z leti, ker se povesi, še bolj zoža in ne moremo odvajati. Pomembno je, da so noge torej čim bolj proti trebušni steni, ne? Je pa recimo, moramo vedeti, da trebušna stena prav tako nam z leti moč zgubijo, maščoba nam se na tem delu, po porodih so trebušne mišice zelo slabe in potem ne moremo, to je zadnji akt, ki moramo hotno iztrebiti in teh mišic ni. Zato obstaja v bistvu, kar dostikrat pošiljamo v šolo odvajanja. Ja, zelo dobro. Odrasle, ker pozabijo uporabljati, ali nimajo moči, ali pozabijo se uporabljati pravilnih mišic. In je takšna priprava, kjer se na monitorju vidi, če uporabljate prave mišice in se da kar nekaj popraviti skupaj z donatom. Kaj pa recimo lahko, katere bolezni pravzaprav pa lahko dolgoročno recimo razvijemo, torej če imamo do tega, bom rekla, kroničnega zaprtja, ne? Kakšne posebne bolezni ne, razen da
se, kot sem prej omenila, stena danke vedno bolj razteguje in se potem vedno težje odvaja. Tudi sicer z leti se danka povesi, imamo rektokelus, reče prav tako izbočanje po porodih in potem se to težko odvaja. In ob tem se tudi refleks se popolnoma izgubi pri taki steni. To eno lahko prije do trganja mišic zunanjega sfinktra. S tem, da tisti, ki so stalno zaprti, imajo tudi vsi težave z hemoroidalnimi vozličji. Ker v bistvu z silnim napenjanjem, nepravilnim napenjanjem se izbočujejo te krčne žilice, same danke in se potem izboči in imajo težave s hemoroidalnimi vozličji. Torej tega napenjanja, v bistvu to napenjanje ni okej. Mi se ne bi smeli napenjati. Torej to že en znak, da nekaj ni v redu. Če se pri vsaki veliki potrebi recimo moramo zelo napenjati. Ja, to je že znak funkcionalnih motenj. No, evo, to so ROM kriteriji funkcionalnih motenj, ki pove, recimo en kriterij je, da če v 25% imamo močno napenjanje, če je v 25% zelo trdo blato, pri 25% potrebujemo ročno pomoč in če odvajamo redkeje kot 3-krat na teden, so vsi kriteriji za kronično zaprtje funkcionalnega tipa, s tem, da je potrebno še dokazati tisto manometrijo, kot sem prej omenila, da se dejansko motnje, same mišične motnje iztrebljanja. Tatjana, jaz sem tukaj zdaj eno kartico, gledalci ste ravno videli. Torej imamo 7 tipov različnih iztrebkov, se tako reče prav, ne? Kako vi rečete? V glavnem vse imamo od driske do tistih bobkov, kakor jaz pravim, torej mečkanih kroglic. Kjer tip je v bistvu najbolj optimalen? Je to tudi različno spet od ljudi, ne? Ja. Problem za prebavili je tak, vedno poudarjam v ambulanti, da je vsak zase. Ne more biti za mene optimalno to, kar je za vas. Jaz sem malo starejša, imela sem že operacije, imela sem že 2 poroda, recimo kot pa z nekom, ki je mlajši. Ampak važno je, da veste, kaj je za vas normalno. Kaj pa ni normalno, oziroma kdaj bi se nam mogla posvetiti rdeča lučka? Pa reči, zdaj moramo pa zdravniku. Ja, recimo jaz odvajam vsak dan, recimo nekje popoldan, ne zjutraj. Pa če vem, da sem se gibala, da bo mogoče vsak drug dan, če se tudi glede na hrano, če uživam preveč suho hrano, med drugim mene utrobi zelo zaprejo. To vlaknine, to je drugo poglavje spet. Jaz vem, da bom mogoče za 2-3 dni šla normalno. Če pa se meni zdaj to ponavlja 3 mesece, da to nekako ne more na svoj ritem priti, da tisto, kar je za mene normalno v raznih pogojih, potem je potrebno iti na raziskave, ker pa je številna bolezni, številne hormonske motnje, psihične motnje, vpliv okolja, vpliv zdravil, ne moremo ločiti od pravih organskih bolezni. Je pa pomembno, da vseeno gremo na endoskopije. Sicer zdaj že koloskopije niso več tako hude in se ne bojijo več tako. Takrat se vidi, če je endoskopsko vse normalno, če se z prehrano in z navodili, da je potrebno se gibati pol ure, 6000 korakov, zdaj imamo vsi na korakih na mobiteli. Ja, zdaj smo na korakih, ja. Z zdravim tempom, ne počasnim tempom, da se naučimo odvajati, recimo 1 uro si izberemo, ali zjutraj pri službi, ali pa pol, ko prijemo domov, kar je boljše, recimo nekaterim, in da se vedno spije donat pred tistim, kar mislite, da naučimo možgane odvajati, potem, če še to ne uspemo, potem so pa nadaljne preiskave, kot so omenili prej manometrijo, tudi imamo slikanje, kako se odvaja, ko včasih je črevesje zelo podaljšano. In dejansko te ljudje imajo težave z pogostnostjo. Ok, zdaj smo govorili o zaprtju. Kaj pa zdaj, Tatjana, če ga mečkam pa na diarejo, ne? To je pa zdaj druga skrajnost, ne? Zdaj, občasno je, verjetno so kakšne to trebušne težave, gripe. Kaj pa, če se to v bistvu konstantno ponavlja? Potem je spet nek alarm to verjetno. Kaj to sporoča? Kaj gre to za kakšno vnetje resno ali? Zdaj so na velikem področju funkcionalnih motenj prebavil. Teh je za vsak organ posebej, ker v populaciji je 50 do 60% populacije ima vsaj 2 simptoma s prebavil. Ampak vse težave s prebavili, mogoče je to dobro sporočilo, je 80% so funkcionalnih. To pomeni, da je funkcija motena, ampak še ni bolezni. Še ne pomeni, ampak sedaj grejo vsi na internet in med drugim napiše na koncu vzrok je lahko tudi karcinom in potem je panika. Rak, ja. Sploh, ko se kri pojavi, ne? To je zelo pogosto, ne? Ampak morate vedeti, ravno pri zaprtju, po porodih, ko so hemoroidalni vozličji, bo kri na mlad, bo kri prisotna. Zdaj, dokler je kri pri brisanju, da se redko pojavlja, če se sovpada z zaprtjem, z težkim odvajanjem, potem ponavadi dejansko
nevarne narave. Če se pojavlja na blatu gor, pa če je to redno, ali pa recimo, če se pojavlja driske krvave, to je pa potrebna obvezna koloskopija, da se vidi, a gre za kronično vnetje, ali so kakšni polipi, ki se ob premikanju pušča sled krvave, ki pa ni tako sveža. A veste, ni tako tista, kot če bi se porezal. Je bolj gosta, bolj nekako sluzo, se vidi, da je nekje od više prišlo. Tako da vsi ti simptomi, ko bere na internetu, je problem. In potem je panika, in potem je spet stres, in potem je adrenalin in kortizol, in potem je driskanje, potem so krči in potem že se potimo ob hrani in tako dalje. Tako da pri driskah je prav tako vedeti, če traje 3 mesece. To je 3 mesece, zdaj ugotovila, je neka tista doba, če se nam torej toliko časa nekaj dogaja, da je pa čas, da gremo k zdravniku. Ja, pa se pomeni, se ugotovi, potem se naredi osnovne preiskave, se vidi žolčne kamne, recimo, ki lahko delajo napade in driske, ali se laboratorijske osnovne preiskave, če je bilo kakšno kronično vnetje, se že vidi, in potem se dalje sklepa, nazadnje še potem endoskopija in gastroskopija, kronične infekcije. Vedno več je parazitov, higiena pada, vedno več je parazitov, tako da treba izključiti tudi kronične infekcije in potem smo spet na hormonskih motnjah, ženske ne odvajamo nikoli zjutraj kot moški. Jaz skozi. Ja, zato ker polovico ciklusa imamo estrogensko prevlado, polovico ciklusa... Smo malo neuravnovešene, ne? Ne, nič nismo. Nismo neuravnovešene. To je normalno nihanje. Ja, tako je. Povejte mi, kakšno pa vaše mnenje o odvajalih, pa recimo v klistirju? Da bi to doma sami, torej, ne vem, delali nekajkrat, ne vem, mesečno, ne vem, na tedenski bazi, kako je s tem? Je to neka preventiva ali je to samo, torej, potem kasneje pod zdravniškim nadzorom oziroma v primeru zaprtja? Kako je s tem? Ker vem, da se to kar poslužujejo. To bom jaz zdaj mogoče malo grdo povedal, ampak je to ena vrsta onanije. A res? Ja, zdaj recimo, če imate dokazano nevrološke motnje, potem je drugo. Potem je to dokazano z manometrijo, z EMG-jem recimo. Potem mi rečemo, če ne odvajate več, če ne uspete odvajati na 3 dni, potem uporabljate neko vrsto odvajal. Jaz imam tudi tam napisano, še najbolj so te nove svečke, ki v bistvu samo sprožijo refleks, kot pa prava odvajala. Ker če jemljete odvajal... To smo še dojenčkom dajali, se spomnim, če so bili več časa zaprti. In pa te laktekon sirupi, ki so v bistvu sladkorji, ki se ne prebavljajo. In v bistvu pospešijo potem naše probiotične bakterije, nam to razgradijo in potem lažje se odvaja s tem. Da pa klistir res za tiste skrajne primere in v bolnišnični ustanovi za domačo oskrbo, pa res tisti, ki imajo nevrološke dokazane motnje, veste, za okvaro hrbtenjače. Sicer pa torej previdnost. Sicer previdno, ker v bistvu kaj se naredi? V bistvu se ta občutek spraznjenja, je delni tudi občutek ugodja in se hitro lahko sprevrže v... Odvisnost. Ja, v eno vrste odvisnosti. Kaj pa vsi opevajo? Jaz posod berem vlaknine in vaša prebava bo super. Kaj je z vlakninami? Hvala za to vprašanje, ker sem tako jezna na vsa ta občila, ki govorijo o vlakninah. Moramo vedeti, prvo imamo topne pa netopne vlaknine. Netopne vlaknine dejansko nam omogočajo, da izločamo, vendar ima polovica ljudi s njimi težave, ker sprožijo krče, sproži napenjanje in nelagodje, predvsem zelo sore. To ni okej, bo rekel, to je super, krči, dogaja se mi, to ni v redu, to ni dober znak. Je odvisno. Zdaj, če jih začne motiti v vsakodnevnem opravili, v vsakodnevnem življenju, potem to ni dobro. Več je delno treba ugotoviti, katere vlaknine prenašate, recimo jaz ovsenih ne smem, ker so zaprta, kontraefekt, in pa veliko tekočine, največ pa donat. Kaj pa, torej magnezij smo rekli, probiotiki, kako je s tem? Probiotiki so v bistvu za uravnavanje črevesne flore, obvezno po antibiotikih. Če ugotovite, da vam paše, da vam manj napenjanja, za odvajanje nima toliko, bolj bi recimo sirotka tudi. Pa voda? Kako je pa z vodo? V vodi tudi veliko pišejo, prebava boljša, če bomo dovolj pili. Je kaj na tem? Je nekaj na tem. Če je oseba dehidrirana, se bo v bistvu absorpcija iz prebavil tekočine 100%, bo sigurno se blato preveč zgostilo. Vendar, veliko vode vi pijete, gre bolj skozi ledvice, skozi prebavila. Zato donat. Še enkrat niso me plačali, da mi mislim, ampak dejansko je zadostna količina tekočine, zadostna količina magnezija
in zelo efektna. Tatjana Puc-Hus, najlepša hvala za obisk. Hvala, da ste nam zdaj povedala veliko stvari, ki jih verjamem, da marsikdo ni vedel. Hvala lepa. Hvala za vabilo. Tako, če se sprašujete, v kakšnem stanju je vaša prebava in kaj narediti, če ni, potem hitro na klepetobkavi.si pod zavihkom brezplačno izpolnite test in boste našli torej odgovor na stanje vaše prebave.